Ko recimo sodnik začne soditi pristransko, se navijači oglasijo sudja majmune. Ja. Če povzamem po starem partijskem žargonu, niko ne sme, da nam urušava tekovine revolucije oziroma nihče naj ne ogroža pridobitev revolucije. Ne? Glejte, zdaj smo vzeli ta denar, lahko vam damo tudi kaj nazaj. Ne? To je opozorilo. Ne? Da se bo treba. Poboljšati se bo treba. Ne? Gledate Tedenski safari, podcast, ki ga spremljajo levi in desni. Pa tudi vsi tisti, ki prisegajo na besede svoboda, resnica, zaupanje in demokracija. Tako da nam v tem kontekstu manjka samo še stranka ljubezni. Morda pa je nimamo zato, ker bi jo radi iz spočetja otrok umaknili ustavni sodniki. Ja, tudi to se je zgodilo ta teden, nismo pa še niti blizu konca bizarnosti. Nadaljuje se sojenje Janezu Janši v primeru Trenta, njegovo opozarjanje na krivice v tako imenovanem slovenskem krivosodju pa prerašča v novo predvolilno fazo. Imamo tudi nezakonito imenovanega generalnega direktorja policije in vladni napad na finance neodvisnih ustanov. Dobili pa smo tudi novo ministrico, novo interpelacijo in predlog razrešitve predsednice Državnega zbora, ne pa tudi novega guvernerja Banke Slovenije. No, je pa zato z nami na safariju nov gost in to je Mitja Čander, direktor uspešne slovenske založbe Beletrina, sicer pa tudi dober poznavalec slovenske politične savane. Dobrodošel, Mitja. Hvala za lepo povabilo. Moram začeti s tem vprašanjem, ste že kdaj bili na safariju? Ja, na tistem afriškem, ne, na takem slovenskem se mi pa zdi, da sem že kar 30 let. Ja, spremljanje slovenske politike nas vsakič znova preseneča. Zdaj, ta teden imamo sodbo upravnega sodišča, ki ugotavlja, da je sklep o imenovanju Senada Jušića na čelo slovenske policije nezakonit. Zdaj, če malo povzamem, Jušić ne namerava odstopiti, češ da gre zgolj za procesno napako in da je imenovan zakonito, čeprav sodišče razlaga, da je sklep o tem imenovanju tako pomanjkljiv, da niso niti mogli ugotoviti, ali ustreza torej tem zadostnim pogojem, predvsem glede delovne dobe oziroma vodstvenih izkušenj. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar ga podpira in tudi ne vidi nezakonitosti. Torej, vlada pravi nekako, da gre za stalno prakso in da so to neki detajli. Na drugi strani pa tudi koalicijski partnerji nekoliko dvigujejo glas, ampak nič resnega, zdi se, kot da nekako Jušić ni ogrožen. Skratka, imamo torej policijo, ki ima v demokratični državi monopol nad nasiljem, vodi pa jo človek, ki je bil na to mesto imenovan nezakonito, pa če dodamo še malo konteksta, proti kandidat Jušiću je bil Boštjan Lindav, ki ga je za to mesto tedaj podpirala notranja ministrica tedanja Tatjana Bobnar, vlada pa ga nekako, lahko rečemo, ni želela imenovati, ker ne bi dovolj učinkovito čistil janšistov iz policije. Tako da to je ena zanimiva, kako sta videla to dogajanje okoli Jušića. Ja, meni se zdi predvsem, da v tej državi imamo problem z enotnimi kriteriji. To je tako, verjetno se bomo vsi strinjali, da če igramo nogomet, ali pa če spremljamo kako nogometno tekmo, vsi pričakujemo, da bodo približno podobne vrste prekrškov sankcionirane z rumenim kartonom, pa z rdečim kartonom, ali pa da se bo igra nadaljevala, torej da nekaj ni faul. Zdaj v Sloveniji imamo pa cel čas to zgodbo, da enkrat nekaj je prekršek, drugič pa ni prekršek. Sama se spomnite, da v času epidemije, ko je vladala z odloki, ki so kasneje bili prepoznani za pač nezakonite oziroma za napačno izbiro, tudi neke vrste procesne narave, so prav ti glasovi, ki danes trdijo, da kaj nas pa briga, neka mala procesna napaka, nehajmo komplicirati, se je vendar bi tak ga izbrali, pa bi pač malo drugače napisali te predloge. No, ti isti glasovi, podprti tudi s civilno-družbeno artilerijo, so takrat seveda govorili skoraj o poskusu državnega udara, ampak to ni edini primer. Pri nas pač je vedno očitno tako, ko komu nekaj paše, je to zakonito, komu pa ne paše, je pa nezakonito. Seveda je pa to poseben problem, kajti policija je tista, ki lovi mnoge kršitelje, tudi take, recimo, ki sami o sebi mislijo, da so tudi samo neko procesno napako naredili, in seveda takšna ravnanja oblasti dodatno znižujejo zaupanje prebivalcev v temeljne institucije države. Ja, jaz bi se v prvih 2 točkah lepo navezal na vaju, najprej nate in bi rekel, kako naj državljani res zaupajo policiji, pri preiskovanju nezakonitih dejanj, tudi tistih najtežjih, če jo že vodi človek, torej policijo, imenovan na podlagi eklatantno nezakonitega sklepa
sklepa, to je prvo. Ne? In Mitja, to, kar si rekel, ne pozabimo, da gre za dejanja stranke in za imenovanja stranke Svoboda, ne? Ki je volitve 2022 dobila potem, ko je več kot 400,000 Slovencev uspela nekako prepričati, ne, da je vlada Janeza Janše čas epidemije izkoristila za nižanje demokratičnih standardov in predvsem, ne, to je bil glavni očitek za podreditev policije. In prav Svoboda je obljubila, ne, da bo po menjavi oblasti z njimi vse drugače. In zdaj dodajam še eno točko, čisto vsebinsko. Glede tega sklepa se mi pa zdi eno hudo sprenevedanje, ne, ki kaže ne samo na podcenjevanje institucije policije, ampak tudi podcenjevanje volivcev in volilnega telesa in se državljanom dobesedno posmehuje. Zakaj? Kaj nam je v sodbi sporočalo upravno sodišče? Namreč, da je bil sklep, na podlagi katerega je bil šef policije imenovan, tako slabo spisan in utemeljen, da tega ali ima 8 let izkušenj ali ne, sploh ni možno preveriti. Ne? In potem nam minister Poklukar v naslednjem hipu reče, ja pa sej niso odločili, da nima teh 8 letih izkušenj. Ne? In zato ostaja generalni direktor policije. Tako da tu pa vidim eno hudo norčevanje iz nas vseh v bistvu. Da ga lahko pogledamo. Ne? Tako. Nikjer nisem v tej sodbi zasledil, da je on nezakonito imenovan. Gre za procesno napako, zato je sklep tudi nezakoniti. Jaz sem na tečajni komisiji dostavil vso dokumentacijo, relevantno dokumentacijo, na podlagi katere sem utemeljeval najmanj 8 let vodstvenih delovnih izkušenj in še danes trdim, da jih imam. Ampak sodišče ugotavlja, ne, v tej sodbi, da ni nikjer teh papirjev, ne, na podlagi katerih je komisija sprejela ta nezakonit sklep, da izpolnjujete te pogoje in zato te odločitve sploh ni mogla preizkusiti. Težko komentiram odločitev sodišča v tej zvezi, zaradi tega, tako kot sem uvodoma povedal, sodbo skupaj z odvetnikom moramo preučiti in potem bom kaj več. A se vam ne zdi nerodno, da je na čelu organa, ne, policija preiskuje nezakonita kazniva dejanja, nekdo, ne, ki je bil imenovan na mesto generalnega direktorja policije na podlagi nezakonitega sklepa. Se vam zdi, da ima policija pod vašim vodstvom še kredibilnost, da preiskuje ta kazniva dejanja? No, naj še enkrat pojasnim, da sodišče se opredeli v tem delu do procesno-pravnih predpostavk, ne po vsebini in kolikor je meni znano, gre za zahtevno pravno vprašanje, se ne opredeljuje do mojih vodstvenih izkušenj in zato tudi iz sodbe sodišča ne izhaja, da bi bil nezakonito na položaju generalnega direktorja. Se pravi, boste vztrajali na tem položaju? Tako. To sprenevedanje se mi zdi kar tako zelo zanimivo. Ne? Se pravi, imam izkušnje, ampak nisem jih pokazal sodišče, pa ker ni moglo tega razsoditi, zdaj ne morem razrešiti. Ampak to vpliva na konkretno obnašanje ali pa percepcijo državljanov, kar se tiče države oziroma njenih postopkov. Naprimer, ko je nekdo padel iz medijskega razpisa v času Simonitijevega vodenja Ministrstva za kulturo, je šel na upravno sodišče iskati pravico in je verjel, da mu bo mogoče upravno sodišče dalo prav in tudi recimo, da mu je dalo. Mi smo konkretno kot Beletrina pri enem postopku izpred pol leta isto začutili krivico, šli na upravno sodišče, do danes še nismo sicer dobili sodbe, ampak smo potihem verjeli, mogoče nam pa upravno sodišče da prav in je to neka varovalka v sistemu. Kaj naj si zdaj mislim, tudi če bo upravno sodišče nam dalo prav, v bistvu to nikogar k ničemur nič ne zavezuje, niti v moralnem, niti v materialnem smislu. Se pravi, da je iskanje pravice samo še dodaten strošek za odvetnika v bistvu. Če bi vzel to logiko, se pravi, vsi podpirajo Jušića, vsi so prepričani, da je primerno imenovan. Zakaj recimo ne bi Jušić odstopil in ga potem še enkrat zakonito z vsemi procesi, kot je recimo, če pravijo, da so naredili zgolj manjšo napako, zakaj recimo ga ponovno ne imenujejo brez te napake? Zato, ker je Slovenija postala dežela, kjer neke vrste racionalna argumentacija v smislu političnega odločanja ne pomeni več kaj veliko. Ampak dejansko smo se spremenili v neko družbo kompletnega navijaštva, ker pravzaprav svojim pod narekovaji odpustimo vse, nasprotnikom pa zamerimo že to, da so šli čez rdečo luč in bi jih najraje za rdečo luč poslali v zapor. Naši pa lahko delajo, kaj hočejo, pa bomo rekli, pa kaj zakomplicirate, saj itak je politika taka. Ne? Jaz bi dodal samo 2 svoji opaski čist na te retorične figure, ki smo jih videli v posnetku in sicer zdita se mi oba, in notranji minister in generalni direktor policije, čista PR katastrofa. Zdi se mi, da sta imela par opornih točk napisanih strani svojih PR služb, nista bila sposobna niti tega izvesti
izvesti v praksi. Generalni direktor policije izrazito je nastopil kot nekdo, ki mu danes še manj verjamem, kot sem mu že prej. Zakaj? Po domače bi verjetno temu na ulici rekli, ker muti, ker ničesar ne pove direktno, ampak zakriva dejstva. In drugo, tu se moram pa kar malo pošaliti, pravi, da je to, ali ima 8 let izkušenj ali ne, kompleksno pravno vprašanje, to pa mislim, da niti ni vredno komentarja. No, samo lahko vam povem, da tudi na kakšnih drugih vodstvenih položajih, recimo v kulturi, se po novem najdejo tudi ljudje, za katere tudi obstaja mogoče dvom, ali so njihove vodstvene izkušnje, če so na primer vodili eno majhno nevladno organizacijo ali pa društvo, res tiste ustrezne, da lahko prevzemajo vodenje velikega javnega zavoda. Teda, ne, da bi želel zdaj kaj posebej koga braniti v tej zgodbi, ampak to vprašanje je malo bolj kompleksno in mislim, da se premalo odločevalci nasploh ukvarjajo s tem, da bi resno razmislili o referencah kandidatov. Tudi to ni od danes, da se razumemo. To je seveda problem, ki je že dolgo, ne? Ampak se mi zdi, da ta stopnja primernosti teh izkušenj postaja pa vedno manjša. Ne? Vedno bolj so ljudje primerni, no? Isti ljudje. Ne? To se kaže, se mi zdi tudi na vrhovih, ne? Recimo zanimivo, premier Golob se je te dni nekako pridušal, da ne bo več hodil v tujino, ker ima toliko dela doma, zdaj pa, ko da je izginil v neko mišjo luknjo, recimo v situaciji z Jušićem, ničesar ne komentira, je pa v zanimivi situaciji Golob, ne? Ker po eni strani ga je policija ravno pod Jušićem torej obtožila, spisala kazensko ovadbo, torej če bi recimo on kritiziral Jušića, bi po eni strani kritiziral policijo, ki ga obtožuje, ne? Po drugi strani, če se postavi za Jušića, se postavi za nezakonito postavljenega oziroma za direktorja, ki je bil imenovan z nezakonitim postopkom. Ja, pri nas bomo pač enostavno morali, verjetno bomo dolgo rabili, zgraditi neko zaupanje v institucije države. Mi še vedno živimo v tem postsocialističnem obdobju, ker verjamemo, da če se z neko politiko nekaj zmeniš, potem to tak je. In to od malih stvari, od gradbenih dovoljenj do na koncu koncev ključnih stvari za državo. In še vedno potihem ne zaupamo ne policiji, ne sodstvo, ne medijem, ne vsem tem strukturam, da rečem, ki pa zagotavljajo to, da je družba neka demokratična zgodba, da ni neka avtoritarna, klientelistična zgodba in žal po vseh teh letih še vedno tega zaupanja nismo zgradili, zato jaz dvojim, da se kdorkoli kaj posebej danes zaradi tega gospoda sekira v tej državi. Je pa recimo tukaj prišlo do ene usluge, lahko rečemo celo opoziciji, ko so se poenotili, pravzaprav Nova Slovenija je spisala interpelacijo zoper ministra Poklukarja, kjer je ravno prvi očitek, torej to imenovanje in podpora Senadu Jušiću, so pa nekako združili sile z 3 nepovezanimi poslanci, torej Anže Logar, Dejan Kaloh in Eva Irgl. Prvi dosežek je, da Logar in Kaloh spet sodelujeta. In priključila se zraven tudi SDS, vprašanje pa je, a lahko oni pozivajo celo ministra naj odstopi še pred interpelacijo, verjetno ta interpelacija ne bo učinkovita ali... Pa mislim, da ne bo učinkovita. Vse interpelacije niso učinkovite, kadar se vladna koalicija ne odloči, da bo nekoga pospravila zaradi pač enostavno svojih razlogov, bodi si PR-ovskih, bodi kakih notranjih tren, nimam občutka. Še vedno pač poudarjam to, živimo v družbi, kjer ljudje večinsko ne prepoznavajo procesnih napak kot nekaj resnega, če jih ne naredijo njihovi nasprotniki. Ja, jaz bi rekel, manjše koalicijske stranke, poslušam zadnje dni, so na stališču, da je treba sodbe sodišč, konkretno upravnega, spoštovati. Se pravi, medvrstično namigujejo na to, da bi predvsem Senad Jušić mogel potegniti konsekvence in odideti, še pred interpelacijo proti ministru mogoče. Nihče pa ne šefa policije, niti notranjega ministra zaradi tega direktno ne poziva k odstopu in tu vidim recimo precejšno razliko med mandati v preteklosti, ko se je pač ob takih priložnostih tudi znotraj koalicije hitro govorilo o odstopih. Zakaj? Zdaj, če še retorično samemu sebi odgovorim, mislim, da se predvsem čuva na desetine strankarskih služb, ki jih pač v vladi zasedajo člani SD-ja, člani Levice, tako jaz to vidim. Ja, seveda, smo v nekem stanju, ko, kako bi rekel, pacient ne more ne živeti, pa ne umreti, To je trenutno stanje, Tako kot je bilo rečeno, po eni strani je preveč interesov, pa ne mislim niti nujno takih nekih
velikanskih interesov, ampak dobesedno interesov manjših, preživetvenih, eksistenčnih, vezanih na delovanje te vlade. Po drugi strani pa očitno, da ta vlada ne deluje v tistem duhu, ki si ga zastavlja, da ni reform, da ni neke spremembe statusa quo, kar itak Sloveniji, če smo realni, največji problem, ne? Da pravzaprav ohranjamo cel čas, konzerviramo to stanje tako, kot je, da bi čim dlje trajalo, da bi čim več ljudi lahko nekako mirno živelo naprej in seveda tega ni in tega interesa po reformah ni, po nekih spremembah, teda na koncu koncev je ta vlada še ena od tistih vlad, za katere smo zelo hitro že dojeli, da bo nekako v neki agoniji, ampak bo pa očitno še kar dolgo vztrajala. Tukaj bi se navezal na te, ko opažaš, da premijer, ki je zdaj samo še v Sloveniji, ne po novem, da ga nikjer ni v tem primeru. Dejansko je po funkciji prvi poklican, da preseka takšno nevzdržno stanje in vedno, ko se kaj takega dogaja. Ampak zdaj veš, kaj je žalostno, oziroma veste kaj, ne? Da v konkretnem primeru zaradi te kazenske ovadbe, ki visi nad njim, verjetno celo bolje, da se ne oglaša, ne? Ker gre pa za nič vredno izjavo nekoga, ki razlaga svojemu ožjemu krogu, ne? Da bo kmalu tudi pravnomočno obtožen in poklican pred sodišče, ne? In bi bil celo v konfliktu. Ne? Ja, pa kaj ne zdaj potem razlaga, najprej ljudem razlaga, kako naj perejo perilo, zdaj pa ne razlaga o tem. Mislim, to je vse skupaj, kako bi rekel, precej ena mešanica. Jaz pa zdaj zase ne vem, ali sem jaz mogoče že malo star, pa mislim, da te stvari ne delujejo, ker sem mogoče iz enega drugega konteksta, pa da današnji svet funkcionira drugače, da enkrat lahko govoriš o nečem, drugič o drugem, sam sebe zanikaš in tako naprej. Ne vem, nisem prepričan, se mi pa vendarle zdi, da v ozadju ni neka celovita strategija komuniciranja. Ampak na to bi se navezal prejšnji odgovor, ne? Da je preveč raznih eksistencialnih interesov. Ne? Se pravi, ko bo enkrat vlade konec, nas čaka socialna bomba. Pa ne, to se že veliko krat smo isto spraševali. Ne? In vedno znova smo prišli nekako vsaj za kakim šankom do sklepa, da nam kot državi gre predobro. Ne, da nam gre še vedno tako dobro, da si mi lahko dopuščamo neke vrste kup sinekur, kup nekih kako bi rekel, zatečenih stanj, ki ne služijo ničemur in da pravzaprav mirno živimo naprej. Ker če ne bi bilo tega, se prečujem, bi verjetno ljudje res znoreli. Ne samo kolesarili okoli parlamenta, ampak še kaj drugega Še se počeli. lahko igramo v peskovniku, očitno. Ne? Šel bi še na eno stvar, ki je vezana na Roberta Goloba in to je problem varnostnikov. Ne? Senad Jušić ima še nekaj težav znotraj policije, kadrovsko je že tako podhranjena, ne? V zadnjih dneh pa smo videli še, da je nekako notranje razslojena, tudi ko gre za varovanje najvišjih predstavnikov države. Tisti, ki varujejo premijeja, naprimer dobijo za vsako pot izven Gregorčičeve, torej izven vladnega poslopja dnevnice, vsi drugi, ki varujejo ministra in predsednico republike, ne. Zdaj, moja iztočnica tu bi bila, spet premijer je kazensko ovadeni politik, ki se mu še iz poslovne kariere pripisuje neke sporne poteze na območju Balkana, Romunije, Bolgarije in podobno. Ne? Hkrati pa nastaja vtis, da si je tudi na nivoju varovanja ustvaril neko svojo osebno pretorijansko gardo, ali kako rečemo temu. Ja, tako nekako, ne, ko s tistim, pravzaprav ti Milović, ne, tisti svetovalc, ki mu je to svetoval. Ne. Ampak zdaj se kaže, kot da so ti varnostniki oziroma policisti edini, za katere je pravzaprav normalno poskrbljeno. Ne. Opravičuje pa se to s tem, ne, da je na eni od prvih službenih poti, mislim, da prišla v medije neka fotografija Golobovega sina. Pač, ne. Ja, sej v Sloveniji smo itak na nek način dolga leta priče nekemu privatiziranju države nasploh. No. Tako da vsak, ko pride na neko pozicijo, ima občutek, da si mora spostaviti en svoj ekosistem, ne nujno toliko zato, da bi imel kaj od tega, ampak dejansko iz občutka neke ogroženosti, neke paranoje, da mu bodo takoj nekaj potaknili, ker v Sloveniji seveda tudi ne zaupamo, kot rečeno, ne v sodstvo, ne v medije. In vsak ve, da te lahko mediji razmontirajo zaradi malenkosti, da se sproži gonja, nekako orkestrirana, lahko sodeluje pri celi stvari tudi represivni aparat in si uničen. In seveda iz teh sentimentov razumljivo izhajajo tudi neki poskusi ustvarjanja nekega svojega milija, kar seveda ne bi smelo biti v neki normalni Glede demokraciji. na makiavelizem, ne, tudi svetovalcev Roberta Goloba, jaz tudi osebno ne bi bil presenečen, če bi recimo tisto fotografijo, ki je premijer zmotila, sami posredovali v javnost, da ustvarijo podlago, da kompletno strujo zamenjajo. Ampak sej veste, kako grejo novi obrazi v Sloveniji. Najprej se nekoga rine gor, ne, se ga bilda, da tako rečem, pol se ga pa pravzaprav ta isti omrežje ali pa isti strici ali karkoli že so, sej niti ni treba videti to preveč paranoično. Prvi dan ga začnejo spuščati, ne, da on ne bi sam sebe preresno vzel, pa da bi vedel,
da je v bistvu ta njegova popularnost fake. Če grem bolj v Čeprav je tvoje dobo glasove, so ti glasovi pravzaprav fake, ker jih je nekdo drug pripeljal tja in ti jih je samo posodil. Če grem bolj v tvoje literarne vode, ga v bistvu spomnijo, veš poet svoj dolg. Zelo hitro ga spomnijo in če pa slabo sliši, pa malo kako petardo vržejo, da se hitro zbudi. No, ko smo že pri teh, Urška Klakočar Zupančič se je ta teden znašla tudi na odpoklicu, medtem ko NSI spisala interpelacijo za notranjega ministra, SDS pripravlja predlog za odpoklic predsednice Državnega zbora, ki očitajo kršenje zakonov in poslovnika in deljenje poslancev na prvo in drugo razredne ter neprimerno vedenje. Tukaj mislim, da niti nimamo potrebe zguljati besed. In Urška Klakočar Zupančič razlaga, ne glede na razplet, se bo svet vrtel naprej in da za vsemi svojimi odločitvami stoji. Kako pa, recimo, tle se mi zdi ena ta zanimiva situacija, lahko pa Urška Klakočar Zupančič mogoče pade, glede na to, da jo je Golob vendarle že pred časom tudi želel zamenjati. Da bi se to lahko zgodilo ali niti? Ne, zaradi tega, ker jaz mislim, da je to zelo krhka struktura. Teh 40, to je pač moj vtis, nisem nek notranji poznavalec razmer, ampak teh 40 poslancev je po eni strani zelo velika skupina, ki zagotavlja na vide sodobno vladanje, hkrati pa je tudi zelo heterogena. In mislim, da si nekih večjih pretresov zdaj sploh ne more več privoščiti v tem zadnjem letu mandata. Tudi če so redne volitve, bo čez eno leto že napolno volilna kampanja in vsak pretres, vsaka motnja pravzaprav spodbudi nek razpad vsega tega. To je kot Mikado, nihče se ne sme premakniti enostavno, ker kdor se premakne, tu zgubi. Čeprav se med sabo verjetno nimajo radi, čeprav upoštevajo že te razlike v glavah, ampak vendarle jaz mislim, da se v resnici bo dogajalo mnogo hrupa za nič. Ja, jaz mislim, da smo videli v zadnjih dneh eno bliskovito sanacijsko akcijo. V bistvu Svoboda, Golob in vladni rejtingi so bili nekaj časa povsem na dnu. Potem so o tem še bomo sicer natančneje v anketah, ampak potem so iz nepojasnenih razlogov poskočili vidno navzgor. In v teh razmerah, ko se je v bistvu v javnosti rahlo sanirala kriza znotraj koalicije, dvomim, kljub temu, da je interes realen, po mojem, da se Klakočarjevo umakne tudi znotraj Svobode deloma obstaja, dvomim pa, da bi dejansko to kdo sprožil, ker, kot praviš, vsak premik v neko novo smer je preveč nepredvidljiv. V bistvu. Ja, dejansko se bo poskušalo to krhko stekleno hišo nekako braniti do konca, ker ko pade ena stena, lahko na neki drugi strani nepričakovano pade tudi naslednja stena. Kajti kakorkoli Urška Klakočar Zupančič, karkoli si ne mislimo, je karizmatična političarka in tudi potencialno nevarna eksplozija se tu lahko obeta. Dvojim, da je tip osebnosti, ki bi sklonjeno glavo šla domov, pa se kao v ozadju nekaj zmenila za neke vrste odpravnino, tako kot smo videli pri gospe Ajanović, ki je v bistvu bila nagrajena, in šla iz meje uja na boljšo službo na železnice. Mislim, da Klakočarjeva ni ta tip človeka in bi to pravzaprav lahko precej oster konflikt nastal, ki ga ne glede na relativno medijsko kontroliranost scene ne bi bilo možno kar tako pogasiti. Je pa vendarle zanimivo, da je Klakočarjeva po tistem sporu, če se spomnimo takrat, ko so izključili Mojco Šetinc Pašek in njo odstavili z mesta podpredsednice Svobode, zelo obrnila ploščo, v smislu iz neke, recimo temu, rahlo kritičnega glasu znotraj Svobode je postala, lahko bi rekel, celo neka borka za lik in delo Roberta Goloba. Ne vem, kaj se je to zgodilo, to bomo z leti verjetno odkrili, ampak preprosto nekako se mi zdi, kot da so jo uspeli silovito nastrašiti. Zdaj kaj, pa zakaj, to bo pa čas pokazal, oziroma zgodovina, je pa ta obrat viden, seveda zelo, Od predsednice fan kluba Roberta Goloba, Urške Klakočar Zupančič, mogoče drugi eni taki večji temi zadnjih dni. Taki bolj eksplozivni bi lahko tudi rekli. To pa je ta shod Janševih privržencev v Celju na temo krivosodja. Zdaj nadaljevala se je seveda sodna obravnava v zadevi Trenta, kjer je med obtoženimi tudi Janez Janša. Tožilstvo mu očita, da ne bi šlo pri nakupu stanovanja, da povzamemo del, katerega je Janša plačal tudi z zemljiščem v Trenti za fiktivni posel oziroma dajanje daril, čež da je bila parcela vredna manj in da je bilo posledično podjetje Imos, ki je sodelovalo pri tej transakciji, oškodovano. Bistveno večjo pozornost javnosti pa je pričakovano, seveda, požel shod privržencev Janše in njegova sporočila. Napolnili so trg pred sodiščem s polurnim govorom, ki ga bomo zdaj malo posecirali, pa jih je nagovoril vodja opozicije. Odmevale so najbolj te besede,
V Sloveniji levica na volitvah še nikoli ni zmagala pošteno. Ker je sodba je bila v bistvu napisana prej, preden je to sploh prišlo do sodišča. Ne bi smelo biti ovadbe, ne bi smelo biti obtožnice, ne bi smelo biti procesa. Slovenija nima neodvisne sodne veje oblasti. Ima veje oblasti, ki je hrbtenica globoke države, ki je glavni inštrument za to, da je tranzicijska levica praktično večno na oblasti, tudi takrat, ko nima vlade, ker ima druge institucije. Mafija je predraga beseda za njih. Ker mafija spoštuje neka pravila. Tukaj ni nobenih pravil. Tukaj gre samo za oblast. Tako da, če slovenskemu krivosodju rečete mafija, žalite mafijo. To zborovanje danes je začetek upora proti krivosodju, ki bo trajal, dokler bo treba. Zdaj, ta beseda z mafijo predvsem je zelo odmevala, ne, tudi sprožila serijo zgražanja strani recimo pravosodnih funkcionarjev, kar je sicer do neke mere pričakovano. Ne. Je pa Janša povedal še marsikaj, ne, poleg tega zanimivo analizo dogajanja v pravosodju in nanizal kar nekaj konkretnih primerov in številk krivih obsodb in podobnega političnega vmešavanja, aktivizma. Ne. To so pravzaprav zelo resne situacije, oziroma če se naveže mogoče iz začetka, ne, na tiste nogometni primer in pravil, ne, torej, ko recimo sodnik začne soditi pristransko, ne, se navijači oglasijo sudja majmune, ne. Ja. Ne pa ploskajo, ne? No, ampak, a je to nek začetek tega? Ja, sej on že cel čas postavlja sodstvo na to pozicijo krivosodja. Jaz ga do neke mere seveda razumem, glede na izkušnje, ki jih ima, ne, z sodnim sistemom, je jasno, da človek, ki v ta mlin pade, vsega skupaj ne more dojemati neutralno. Ne? In dejansko marsikdaj dobimo v Sloveniji vtis, da torej, mnoge zadeve se bodisi zastarajo, ustavijo na neki točki, razpadejo dobesedno pred našimi očmi, čeprav se je zdelo, da so enostavno zložene, pri kakšni drugi zadevi pa seveda zadeve nikakor ne obstojijo. Ampak vendarle kljub temu, kot poudarja tudi dr. Avbelj, no, ki se veliko bolj od mene spozna na te stvari, rešitev cele situacije ni niti v ohranjanju te pozicije sodstva kot nekega v bistvu instrumenta politike in centrov moči, niti v klasifikaciji kot krivosodje, kajti to pomeni seveda oboje pravzaprav zanikanje neke institucije, ki je vendarle ključna za to, če želimo živeti v demokratični državi. Mislim, da moramo sprejeti predvsem ukrepe, ki bodo sodstvu povečali realno avtonomijo, ki bodo izboljšali pogoje dela, da bodo tudi tisti sodniki, ki vendarle želijo delovati profesionalno in mislim, da so vendarle v večini, imeli pogoje, da bodo imeli večjo samozavest in da bodo lahko svojo avtonomijo razvili. Ampak sej oba vesta, to ni samo problem sodstva, to je problem vseh teh podsistemov, ki so na nek način še vedno do neke mere instrumentalizirani, pa morajo postati avtonomni. Kako? To je bistvo, kako postati, in tu mislim, da bo potrebno dejansko uvesti verjetno ukrepe, ki veljajo v zahodnoevropskih državah, se vendarle okleniti tega, kar so že drugi do neke mere razvili in jih tudi materialno in sicer opolnomočiti, da bodo enostavno lahko delovali v skladu bolj neodvisno in manj pod pritiskom, kajti če nekdo je eksistenčno ogrožen, če nima pogojev dela, se napake in vse ostalo dogajajo ne zgolj iz neke hudobije, ampak enostavno izhajajo iz teh slabih okoliščin delovanja. Zdaj, jaz bi rekel tako, ne, da so se pravosodni funkcionarji odzvali in da so se odzvali ostro, se mi zdi, ok, s tem ni nič narobe, pravzaprav bi molk, ne, po takšnem govoru pomenil šele, da dejansko pristajajo na politični pritisk. Zdaj pa se vračam nazaj, ne, istim enotnim pravilom nogometne tekme. Točno to, Mirko, prosi, da te prekinjam, glej, po tej logiki ima Poklukar prav, da ne priznaje ta sud. Točno na primer. Da sodišč več ni. Ne? Točno na ta primer se vračam. Namreč, ne, če bi se enako, pa zdaj govorim o sodnikih, oglasili v primeru generalnega direktorja policije, zakaj bi se po mojem lahko, ne? Ker vemo, da celoten aparat pregona v državi deluje v trikotniku, policija, tožilstvo, sodišče, bi lahko, ne, tudi vrhovno sodišče reklo, da
z tistim delom trikotnika, ki ga vodi nezakonito imenovan šef policije, ne želijo sodelovati, ne, bi dali po mojem bistveno bolj neodvisno sporočilo, kot ga dajejo, ko se oglašajo samo na temo Janeza Janše. Ne. No, pa če še lahko malo vskočim, jaz vendarle verjamem, da dokler živimo v Evropski uniji, da imamo še Evropsko sodišče za človekove pravice in druge organe, da rečem, ki so mogoče še malo večji od naših slovenskih, ne, in da za neko pač sicer mučno, dolgotrajno sodno bitko lahko vendarle človek doseže svojo pravico tudi izven teh okvirov, ki jih lahko vidi kot pristranske. Ravno to, ne, statistika je brutalna. Ne. Na Evropskem sodišču za človekove pravice iz Slovenije pride 462 pritožb na milijon prebivalcev, to je bilo za lansko leto. Ne. Povprečje Evropske unije je 41. To pomeni, da izrazito ne zaupamo lastnim institucijam. Ne. Zdaj vprašanje pa je, ne poznam statistike, kak je procent odobrenih oziroma pozitivno rešenih pritožb. Večina jih je še teh vrševanj, no jih je bistveno manj, to je tudi treba priznati. Ne. Ampak zdi se, ne, da se mi zdi z en kup ukrepi, ne, se pravosodje kaže kot nekako tisto pristransko od imenovanja določenih posameznikov, ki so zelo sporno preteklostjo, recimo na visoka mesta, ne, v pravosodju. Potem tudi, recimo, kaj me tle pri tem primeru malo zbode. Ne. Torej, Janezu Janši se očita recimo v najslabšem primeru, ne, da bi lahko škodoval morda zasebno podjetje, s katerim je sklenil posel za 100.000 evrov. Ja. Medtem ko je isti tožilc, ne, ista cenilka, ki je cenila Trento, je cenila Litijsko, tam gre za oškodovanje države za 6 milijonov. Ja. No, pač nasplošno hočem reči, da to, kar smo na začetku rekli, pri nas imamo ne samo na področju sodstva, ampak na vseh področjih težave z pravili igre. Mi, če želimo igrati na istem igrišču in očitno, mislim, je to naša usoda, želimo se igrati na istem igrišču, nihče ne misli pobegniti iz tega igrišča, bomo morali preko slej se dogovoriti o kriterijih, o pravilih, ne glede na naše svetovno-nazorske razlike. Ker ne nazadnje, a nogometaše, čeprav je to malo karikirano, kdo sprašuje, ali so verni, ali so ateisti, ali so levi, ali desni, igrajo vsi nogomet. Ne? In mi bomo morali o marsikaterem vidiku našega skupnega življenja sprejeti nek konsens. In družba, v kateri živimo, ravno s pomočjo nekega, kako bi rekel, populizma, se pa vedno bolj razdvaja in vedno manj možnosti je v resnici, da bi prihajalo do konsenza. Bi pa dodal mogoče dve poanti, ki me pa skelita na nivoju, da si pač politika določene stvari privošči. Ne? Tako smo prej rekli, da je za Roberta Goloba bolje, da mu uči, ko gre za policijo. Ne? Je do neke mere to res tudi za Janeza Janšo, ko gre za sojenje. Ne? Ena poanta je, da je pač sodstvo podaljšek globoke države oziroma da je slabše od mafije. Ne? To je res tista morda najbolj sporna izjava. Zdaj tu bi šel na en čist tak tehnicističen vidik. Ne nazadnje sodnike pri nas imenuje državni zbor. Ne? In vem, ker sem se o tem že pred časom pozanimal, da je v zadnjih 30 letih sodnikov ad personam poimensko, proti katerim bi izrecno glasovala stranka SDS, manj kot za prste dveh rok. Ne? Se pravi, so del tudi problema, če se že tako pritožujejo nad pravosodjem. Ne. Druga poanta pa tista, da Sloveniji levica na volitvah še nikoli ni zmagala pošteno, morda pristane malo trdo. Lahko bi to človek razumel tudi tako, ne. Poštene so bile samo volitve leta 90, ko je zmagal Demos, in potem 2004, ko je slavila SDS, ne. Kar je pa tudi do neke mere nevarno. No, seveda, verjetno sicer on misli bolj na, sicer je to trda moralna beseda, poštenost, ampak jasno je, da on igra proti vetru, ne. Pa sonce sije golmano v oči, če smo pri nogometu, ker vsi mediji, cela mašinerija, mislim, vsi objektivno gledano le delujejo za levi pol, ne? In je jasno, da je teže igrati, seveda pa to ne pomeni, da so volitve bile v dobesednem pomenu besede, da je ukradene. Mislim, da v to nihče ni z dvomov pri nas. Je pa seveda na nek način nevarno gojiti ta razkol. Jaz vseeno mislim, da bo potrebno vzpostaviti sodelovanje, ki bo širše narave, to, kar ne nazadnje, o čemer govori tudi Anže Logar, zato ker enostavno mi moramo vzpostaviti nek minimalni konsens v družbi. Ta konsens je vse manjši in manjši, in če si že omenil leto 90, je bil vendarle konsens o mnogih stvareh veliko večji, pa tudi kasneje, okrog EU-ja, okrog NATO, okrog tudi nekih vrednot v družbi, in ta konsens je v zadnjih 10 letih manjši. Še eno stvar bi vaju izval. Ne? Janša, mislim, da je nekje pri začetku tega govora rekel, tega sicer nismo videli, spet so volitve. Ne? Češ bliža se pač volilni čas, spet bi me radi obsodili in zaprli.
Po drugi strani vaju vprašam se, vam ne zdi, da tudi ta govor je vendarle tudi z njegove strani bil začetek neke predvolilne kampanje, ne nazadnje, ne, je ob koncu izrazil upanje, da bo SDS dosegla 51% na prihajajočih volitvah, ne? Ja, čisto možno, čeprav mislim, da vseeno on tudi malo bolj subjektivno te stvari jemlje, kar mu ni za zameriti, no, po človeški plati, da ga stvari osebno prizadenejo, normalno, ampak ne nazadnje, če gremo desetletje nazaj, to vrstno predvolilno dogajanje mu ni pomagalo, ne? Pa je takrat bilo zelo brutalno, drastično, še bolj kot je danes, dobesedno se je zaporom stvar zaključila, pa zaradi tega na volitvah njegova stranka ni bila nagrajena. Jaz se bojim, ali pa, no, se ne bojim, ampak mislim, da je ljudi, ki bi prepoznali to pozicijo žrtve v Sloveniji bistveno manj kot 50%, ne glede na svetovno nazorsko opredeljenost, da si ljudje želijo ali pa tisti ljudje, ki niso znotraj teh 20-25%, ki jih nekako pokriva SDS, da si želijo drugačen diskurs, veder, sproščen, vesel. Nenazadnje je že Nova revija nekoč razpravljala o tako imenovani sproščeni Sloveniji, se spominja, je bil cel zbornik na Sloven, sproščena Slovenija. Tudi torej ta ideja o neki veseli desnici ali pa veselem anti-levem bloku. V duhu časa bi se reklo na izi, ne? Bolj na izi. Vendarle je v mnogih ljudeh prisotna in za torej večji delež volilnega kolača, jaz mislim, da se ta taktika ne bo obnesla. Bo pa verjetno ohranjala zvestobo tistih, ki so pa pravzaprav že zdaj zvesti. Jaz vidim tukaj eno to korelacijo, recimo, ali pa povezavo z Donaldom Trumpom, ne, se pravi, kar nekaj v teh usporednic je bilo, ne, od dražbe, ki je sledila recimo Trumpovi dražbi, do nepriznavanja recimo sodb sodišča, do tega, da je recimo novinarje RTV-ja označil kot pripadnike UKOM-a, ne, in tako dalje. Kar nekaj teh vzorcev se mi zdi, da se vleče tukaj pravzaprav iz Amerike, kot je tudi sam pravzaprav nakazal s čestitko Donaldu Trumpu, češ Slovenija je naslednja. Ja, ne vem, ne, Trump je vseeno showmaker, ne, pa živi vendarle v Ameriki, kjer so ljudje bolj občutljivi pravzaprav za to neko osebno svobodo, za neko tudi individualno pobudo, da tako rečem. V Sloveniji le izhajamo iz drugih družbeno-političnih razmer. Zdi se mi, da Donald Trump, ko je na tleh, ne, v knockoutu, bistveno raje Američanom pove, ampak glejte, sem na tleh, sem pa zmagovalec. Medtem ko Janez Janša reče, sem na tleh, sem pa žrtev. Ne, to je ta razlika. Ja. Mi dejansko potrebujemo neko spremembo tega političnega diskurza in delovanja, generalno gledano, če želimo kot družba iti res nek korak s časom, ali pa vsaj v tisto smer, v katero bi si želeli iti. Se ne vem, kak je ta čas, mogoče je ta čas skrajno negativen, črn, ne bi si želel, da gremo v korak z tem, da rečem, populizmom, z nekim netenjem sovraštva, ampak da vendarle poskušamo ustvariti eno sodobno demokratično družbo. No, zdaj, ena stvar, ne, ki se mi tukaj utira, ne, isti dan, kot je bil Janša, torej shod Janeza Janše, ne, smo zvedeli, da je Ustavno sodišče razsodilo, češ da omitev umetne oploditve samskih žensk in lezbičnih parov ni v skladu z ustavo in kar gre pa izrazito proti volji ljudstva. Ne. Torej, Slovenci smo se pravzaprav trikrat na referendumu odločili najprej leta 2001, da prav specifično tega vprašanja ne želimo reševati na tak način, kot nam zdaj to vsiljuje Ustavno sodišče, potem pa še dvakrat z družinskim referendumom lahko rečemo postavilo otroke na prvo mesto, ne, medtem ko Ustavno sodišče v sodbi reče, ja, korist otrok oziroma največja dobrobit otrok je pomembna, potem pa reče, ampak se je vseeno v kakšni družini živijo, zato smo se mi ukvarjali z oceno, ali imajo ženske enake dostope oziroma kako se pač to, ne, torej za željo ženske, da bi imela otroka, ne glede na to, partnerja, ima partnerko ali pa nima, ne. Mislim, kakorkoli, jaz se težko opredelim, čisto te teme se mi zdi zelo kompleksna, predvsem se mi zdi pa nasploh za vse te zgodbe, ki se dotikajo človekovih pravic, da bi jih morali zelo precizno reševati nekako v tišini, ne pa jih spravljati v bistvu v neka politična preigravanja, ker se lahko hitro stvari izrodijo oziroma hitro pravzaprav prek neke teme pride do nekega obračunavanja, katerega žrtve bodo na koncu neki ljudje, ki nimajo s tem nič. Ne? Tako da se mi zdi, da v Sloveniji vsako tako občutljivo temo poskušamo narediti za politično temo, za temo javnega izrekanja na vseh nivojih,
Mislim pa, da okrog človekovih pravic bi morali zelo precizno debatirati, predvsem pravniki in drugi filozofi, humanisti, ne vem, drugi ljudje, tako kot smo v preteklosti že ne na zadnje znali to narediti. Je pa tukaj en, recimo, zelo očitna problem, bom rekel, na Ustavnem sodišču, ker se v zadnjem času izrazito aktivistične sodnike tja imenuje. Ne na zadnje podpredsednica Ustavnega sodišča je bila prej direktorica Mirovnega inštituta, ne govorimo o Neži Kogovšek Šalamun, ki je izrazito aktivistična, nepristranska organizacija. Je pa to, Peter, napredek, ne? Iz nevladne organizacije, ne, ki se pretvarja, da je neodvisna v neke vrste žal vladne organizacije. Pri nas imamo pač pri kar nekem lepem številu nevladnih organizacij ravno ta problem, da pravzaprav niso nevladne organizacije, ampak so vladne organizacije, oziroma točno se ve, kam spadajo in točno se ve, kdaj nekdo pozvoni, ne, in jih pokliče. Ne. In to seveda zmanjšuje zaupanje do sektorja, ki bi moral biti v osnovi korektiv vladnih politik. Zdaj, jaz bi se na tvojo poanto glede referenduma 2001 navezal. Ne? Res je bila prepričljiva večina, 72,36% glasov. Ne? Se pravi, da tudi tu ni šlo v bistvu za stvar ideologije ali pa politične opredeljenosti za levo in desno, pa smo se odločili, kot smo se. Ne? In navezal na eno aktualno stvar. Mi smo imeli v bistvu pred tedni politični škandal, ne? Ker so želeli poslanci še pred referendumom o JEK2 sprejeti resolucijo kar lastnoročno, ne, o rabi jedrske energije in so bili strani zakonodajne službe opozorjeni, da s tem ljudsko voljo izničujejo. Zdaj zdi se mi slabo, ne, če jo izničuje Ustavno sodišče in nadalje se potem vprašam tudi, glede na to, da Ustavno sodišče ima določene pristojnosti tudi, ko gre za redka orodja, ki so na voljo opoziciji, ne, kako se sprejemajo odločitve, ko gre za prihodnje sklice referendumov in ko gre za pravico do neke preiskovalne komisije. Na zadnje je bil tak primer GEN-I, ne, ki neposredno posega v nek milje predsednika vlade. No, ampak glejta, a ni spet ista zgodba, na katero se vračamo? Tudi referendum, ne, kot neka res kot nek pomemben institut, ne. Mi smo zrasli na tej mitologiji referenduma. Ne. Verjetno se oba spomnita iz otroških let, da ste najprej slišali v zvezi z državo Slovenijo, kak je bila na referendumu soglasno oziroma plebiscitu, ampak referendum je to bil v osnovi, ne. Zadeva potrjena. Iz referenduma mi delamo neke vrste karneval. In seveda še en korak več k demontaži sodobne demokratične družbe oziroma odmik od tega ideala, ker niti ne moramo o demontaži govoriti, ker še nismo dosegli. Ne? In še en odmik od tega je pa poseganje v neodvisne institucije. Ne? Tik pred zdajci v proračunu, ne, so se zdaj zmanjšala sredstva za Računsko sodišče in za Državni svet. Gre za obe instituciji, ki sta nekako trn v peti vladajoči koaliciji. Ne Računsko sodišče, ker opozarja na napake, ne Državni svet pa zato, ker slabe zakone, ki jih pa tiste, ki jih oceni kot slabe, potem bistveno v večjem številu zavrne z vetom, kot smo bili tega vajeni v preteklosti. Ne? Ampak gleda, spet je isto, seveda Državni svet je izrazit problem, ker za vladajoče, ker pač dejansko predstavlja neke vrste drugačen opozicijski glas in doskrat s kritično debato, tudi z vetom, nekako relativizira odločitve vlade. Pač smo nekako v fazi, se mi zdi, da smo v 90-ih letih, pa mogoče tudi kasneje, okrepili neke vrste neodvisne, avtonomne institucije, ker kakva je razlika demokracije od totalitarnega sistema ali pa avtoritarnega sistema. V avtoritarnem sistemu so vse institucije pravzaprav ena institucija. Samo da se prikažejo enkrat kot nekaj mediji, drugič kot sodišče, v bistvu pa vse isto. Ne? Kar se na CK-ju zmenijo, tak pač je. No, ideja demokracije je, da se ne morejo vsega na CK-ju zmeniti. Ne? In zdaj se spet pojavlja neko obdobje, že daljši čas, ko se vse te, da rečemo, institucije, ki bi morali biti, ali pa sistemi, ki bi morali biti avtonomni, počasi se sedajo vase oziroma zgubljajo to avtonomijo in vedno bolj smo priče nekemu dogajanju, ko bomo spet pravzaprav priče logiki linča. Ne, ko bodo nekoga mediji najprej raztrgali, da je prasec, pol bo eno Računsko sodišče, ki je lojalno ugotovilo, da je itak vse narobe delal, pol bo prišla policija, bo rekla itak in na koncu ga bodo seveda zaprli ali pa vse odvrgli nekje na rob družbe oziroma rob javnega razpravljanja. In to je seveda regresija tendenc
po demokratičnosti, ki smo jih že imeli. Zdaj, če gremo še v detajle, ne, Računskemu sodišču jemljajo 4 milijone evrov na letni ravni oziroma relativno v budžetu tretjino budžeta pravzaprav običajnega, ne, potem, ko je recimo Računsko sodišče opozarjalo na afero Litijska, na afero 13.000 računalnikov, po drugi strani Državni svet, ki vemo, da lahko ustavlja zakone z vetom, ustavlja tudi ali pa predlaga kakšno preiskovalno komisijo, ne, pa morda tudi vodstvo ni ravno vrednotno na liniji z aktualno vlado, ne, so mu vzeli 500 000 na letni ravni, kar pa se mi zdi pri tem najbolj izprijeno, pa je, da se to zavija v skrb za otroke oziroma za slovensko zdravstvo. Pa kaj je ta vlada do zdaj naredila za zdravstvo? Zdaj moramo popraviti, 4 milijone so tukaj ne letnega, običajnega, ampak dogovorjenega, ker so bili planirani za novo stavbo. Ampak, še enkrat, ne, kaj je do zdaj vlada v celem mandatu naredila za zdravstvo, da bi zdaj 4,5 milijona, ki jih jemlje neodvisnim institucijam, opravičila pri 17 milijardnem proračunu. Ja, seveda ne živimo v času suhih krav, tako da dejansko se veliko troši. Je pa dejansko odzadaj mogoče niti ne toliko. Gre verjetno za to, gledajte, zdaj smo vzeli ta denar, lahko vam damo tudi kaj nazaj. To je opozorilo, da se bo treba poboljšati, se bo treba. Če pred koncem, par mogoče stvari, ki se tičejo nekoliko vas tudi bolj osebno. Zdaj spremljali smo nastanek stranke demokratov, ki je neke vrste izšla iz torej platforme sodelovanja Anžeta Logarja. Kakšnemu bolj pikremu opazovalcu bi lahko celo rekli, da je bila platforma nekako kot predstraža te stranke, zato da Logar ni takoj rabo iti ven iz SDS ali kakorkoli. Me zanima, kako gledate na to. Oziroma, zakaj se recimo velik del vidnejših, tudi vi osebno, iz platforme sodelovanja ni recimo odločil za vstop v Logarjevo stranko demokratov? Mislim, jaz sem si že pred 30 leti kot študent, kot nekdo, ki se je družil takrat z novorevijaši, pa tudi z drugimi intelektualci iz civilnih družbenih gibanj 80 let, nekako zadal za cilj, da ne bom imel članske izkaznice nobene stranke. Danes seveda ne gre samo za neko mladostno zavezo, ampak gre za to, da sem preveč individualist, da bi se podrejal politični organiziranosti, ki nujno zahteva neke kompromise in tudi neko kolektivno mentaliteto. In to sem pravzaprav Anžetu že v štartu povedal, tudi takoj potem, ko je naznanil v internem krogu, da bo ustanovil stranko, kar pa ne pomeni, da izrazito ne podpiram njegove odločitve. Mislim, da je resna odločitev, da je avtonomna odločitev, da potrebujemo to vrstne politične dejavnosti. Mislim pa, da tudi pomen platforme ni kar tako za podcenjevati. Mislim, da bo ostala. Ne nazadnje že v kratkem sledi okrogla miza, ki organizira dr. Ravnikar o zdravstvu in tako naprej. Moramo se zavedati, da je refleksije, ki bi potem pripeljala do nekih političnih odločitev v Sloveniji, vse manj. Vendar le včasih bilo več takih gremijev, da tako rečem, kot je ta platforma, kjer so do neke mere raznoliki ljudje z neko resnostjo, zavzetostjo intelektualno diskutirali o nekih družbenih debatah in so potem te debate do neke mere tudi vplivale na politične odločitve. Danes pa, kot vemo, neka intelektualna refleksija se zvede zgolj na navijaško, izrazito navijaško, da stalni neki dežurni intelektualci sicer mogoče tu pa dan kaj povejo, ampak na način, da že vnaprej vemo, kaj bojo povedali. Zdaj, relativno hitro, po kongresu smo videli tudi te prve neke kadrovske težave. Mislim, da je ena članica sveta med tem že izstopila zaradi nekih svojih težav s pravosodjem, pa me zanima zdaj, kdo, ki je bolj pikar ali pa konec koncev želi pred volitvami preverjati vodotesnost tega novega projekta. Bi rekel Anžetu Logarju, zelo dobro si preiskal bančno luknjo in tam prišel do pomembnih ugotovitev. Malo slabše ti gre pri preverjanju kadrov. So te tipične težave novih strank ali kako? Ne, tudi vsako tako čiščenje je sporočilo svoje vrste. Jaz sem se malo pošalil, pa sem mu rekel, najboljše, kar se ti je dan pred kongresom lahko zgodilo, je to, da si se s Kalohom razšel, recimo. Tu se lahko strinjamo. Naprimer, ker je to bilo sporočilo, česa ne bo v tej stranki, ne samo v smislu nekega pogojevanja za funkcijo, ampak tudi mogoče kakšnega tipa politike ne bo v tej stranki. In tudi to, če se je zgodilo zdaj z to gospo in se je tudi že razčistilo zelo hitro, je pač nek znak, da je stranka živ sistem. Mislim, da nobene stranke ni čisto v Sloveniji, ki bi bila res vodotesna. Še v partiji so imeli kakšna gnila jabolka včasih, kaj ne bi imeli v eni novi stranki ljudi, ki mogoče imajo dvomljivo preteklost ali pa tudi poglede na stvari. Mi trije danes ne moramo vedeti pri vseh teh članih,
Kaki ljudje, lahko nekdo verjame, da ne vem, nas hočejo zastrupiti z letali ali karkoli, ne, se lahko pokaže, torej ne samo, da imajo neko preteklost čudno, ampak ne nazadnje se lahko pokaže tudi, da nazorsko niso kompatibilni in mislim, da se bo takšne zgodbe še nadaljevali in da same po sebi čist nič ne škodijo. Jaz bi na tej točki rad izval zelo na hitro, pa povejta stavek 2 svojega občutka na temo teh zadnjih anket. Mislim, da smo bili zdaj pred enim tednom priča kar enemu takemu zanimivemu unikumu. Naštel bom glavne poante. V glavnem, odkot odboj 10% točk kar naenkrat za vlado napram prejšnjemu mesecu, skok Roberta Goloba, pa tudi skoraj tretjino višja podpora Svobodi. Drug tak problem, ki ga vidim, ne, Vladimir Prebilič v redu, ne, njegova hipotetična nova stranka ima okoli 10%, potem pa ima tudi Vesna brez Vladimirja Prebiliča še vedno 3%. Ne. Po drugi strani zanimiva zadeva tudi Pavel Rupar pred stranko NSI. Ne. Potem pa še tole, ne, Vladimir Prebilič že prehiteva Matjaža Hana, to po mojem kaže na to, da se bodo v SD morali odločiti, ne, ali želijo sploh poskusiti, da bi bili po 15 letih vodilna stranka na levem polu. Če to želijo, potem bodo, kar smo rekli prej, morali z ostrejšo linijo do Goloba tvegati svoje vladne službe v kabinetih, ne, in nekako to, no, morda pa še izziv za v smeri demokratov. Če levici zmanjka nekaj odstotkov, da bi sama, govorimo o celem levem polu, da bi sama tvorila naslednjo vlado, jaz moram reči, da si težko predstavljam Anžeta Logarja kot zgolj enega od ministrov v, na primer, novi vladi Roberta Goloba. To bi bil kar ekstrem. Ne? No, vsekakor jaz mislim, da je njegova želja bolj korenito spremeniti nek slovenski družbeni prostor in samo dojemanje države kot servisa, kot tudi neke vrste, kako bi rekel, meritokratske zgodbe in tak naprej, torej vsega tega, kar si verjetno mnogi želimo, kot pa samo to, da bi bil nek minister. Jaz mislim, da on sposoben človek dela tudi kaj drugega v življenju in da samo zato, da bi imel neko ministersko pozicijo, ne verjamem, da bi šel v neko vlado, v kateri se ne bi dovolj udobno počutil. Da si je sam pravil, da poslanska služba, prosto po Kalohu, ne, da je poslanska služba zanj idealna. Ne. Mi je zanimivo ta inženiring javnega mnenja, se mi zdi, da so Goloba nekoliko najprej kaznovali, ne, zdaj pa vračajo damage control, ne, da se ne bi slučajno preveč vlada razpadla prehitro, ne, oziroma da se ne bi kaj preveč zgodilo. Pri nas to je vedno, s tem javnim mnenjem je vedno zgodba kure in jajca. Ne. Ali je lažirano javno mnenje, ali so pa pol ljudje zavedeni, pa je res na koncu to javno mnenje pravilno. Torej, jaz se v to ne spuščam, verjamem, da delajo ti ljudje profesionalno svoj posel, spomnim pa se pred 20 leti, to je bilo ravno pred 20 leti, ko so bile volitve, in moj zelo dober prijatelj, pa ga ne bom zdaj imenoval, da ne bi kdorkoli kaj mu očital, je prišel do mene dan pred volitvami in je rekel, Mitja, zgubili bomo volitve, ne, bil je pač LDS-ovec. Jaz sem rekel, če vam pa javnomnenjske ankete tako dobro kaže, rekel, se nam vedno dobro kaže. Samo vseeno bomo zgubili in so zgubili. Ne? Tako da vedno obstaja v malem prostoru dvom v javnomnenjske ankete, razumljivo, zato ker te agencije živijo ne nazadnje od teh naročnikov, je pa res spet tak, ne, to sem pa videl, moram pa odkrito povedati. Ko nam pašejo, pol jih kar citiramo, ne? Ko pa nam ne pašejo, pa spet isto. Ne? Imaš Mitja občutek, da dobivamo zadnje tedne ali skozi take ankete ali pa tudi skozi kakšno fotografijo, recimo Kučana in Jankoviča na tržnici, sporočila med vrsticami, da sploh ni nujno, da Robert Golob ne bi bil še enkrat prvi izbor levo od sredine? Ja, jaz mislim, da imajo trenutno nekje ljudje, ki se ukvarjajo s tem inženiringom na levi ali pa vse skušajo ukvarjati, vse vprašanje, jaz ne verjamem v neko čvrsto strukturo, nekih stricev, ki se kar vsedejo pa vse določijo. To številni ljudje mešajo, vemo kaj. Ne? Ampak mislim, da imajo res problem kaj narediti, ker ta diskrepanca med obljubami pa realnostjo je res velika. Zavedati se morata, da v ljudeh tli neka huda jeza, da so bili nategnjeni. Namreč zakaj? Covid je bil res stresna situacija za vse nas. In ljudje so se na nek način počutili frustrirane. Normalno, če vi dva ne morete iz stanovanja, če ne morete marsičesa početi, je ta frustracija naravna stvar. In ta obljuba, kako bo zdaj vse drugače, je seveda bila pretirana. In seveda je bila na nek način nujni natek, ker tudi ne more biti pol kar vse lepo, ampak potihem jaz mislim, da mnogi ljudje tej strani zdaj zelo zamerijo to, da so pravzaprav odigrali na njihovo bolečino, na njihova čustva, niso pa realizirali niti
ne vemo, zdaj ne bom govoril o procentu, ampak res nič, zelo malo od tega, kar so tako veliko potezno obljubljali. In strategi na levi se seveda bojijo, da bo zdaj prišlo do korenitega obrata, ne glede na vso kontrolo mainstream medijev, ne glede na vse te spine, ki bojo počeli, se zelo bojijo in jaz mislim, da trenutno je njihov cilj predvsem prolongirati odločitev, kako naprej. Ja, zdaj še ena tema, ne, in sicer dogajanje v stranki Levica in povezavi tudi z njeno koordinatorko Asto Vrečko, ki je kulturna ministrica. Morda bi za začetek pogledal en izsek, kako je, ne, te dni smo lahko spremljali zamrznitev članstva Mihe Kordiša, ne, torej na zadnje mislim, da se je zamrzvala. Demokratični procesi so stekli, ne? In kako sta se potem soočila poslanka Nataša Sukič in Miha Kordiš na televiziji, ne? Ni res, da se nihče te ni pozival, Miha. Jaz sem te pred nekaj dnevi v parlamentu ogovorila in upala, da te bo srečala pamet, da se boš začel pogovarjati. Ti delaš vse mimo nas, soliraš, miniraš stranko javno, istočasno sediš na 2 stolih in pričakuješ, da boš v stranki kandidiral na naslednjih volitvah. Namreč ta teden sta do mene prišli od 2 njegovih selov informacija, da del dogovora je, da Miha Kordiš ponovno kandidira v Škofji Loki in potem lahko gremo skupaj na volitve in potem bo vse lepo in prav. Lepo, prosim. To drži? To drži kot pribito. Stojim za tem in to je bilo včeraj na seji sveta javno povedano. Zdaj, se sam meni zdi, ali me to spominja na neke najstniške govorilne ure v šoli, ko prije ta mamica pa dijak, ki je v špiču neko neumnost. No, kar se Levice tiče, vam jaz zadnje čase občutek, da seveda to ni nobena antisistemska stranka, ne, kar se nekako je prijel epitet, ampak da v bistvu najbolj sistemska slovenska stranka, ne, ker pravzaprav potencira te geste, ki so lastne slovenskemu političnemu prostoru že dolgo. Po eni strani politična provokacija, ne, mislim, da od tega se hranijo, ne, nazadnje ravno gospa ministrica seli kipe gor dol, izplačuje neke honorarje ali nagrade za 20 let in več nazaj, ukinja neke muzeje in se cel čas trudi, da je bila tako gajstna, da rečem ideološko, ne. Ampak seveda, to je prignala zgolj do skrajnosti navade, ki jih imajo tudi drugi, ne. Po drugi strani pa vneto zaposluje in deli denar nekako svojemu omrežju, ljudem, za katere se da dokazati, da pač nekako sodijo v omrežje stranke Levice, ker seveda spet ni nobena novost, ne, ampak vse stranke poskušajo nekako tako delovati, Levica samo poskuša to prignati do skrajnosti. Če malo parafraziram, ne, ali pa tudi mogoče povem malo ironično, je Levica najbolj sistemska slovenska stranka in je pravzaprav naličje tega, kar poznamo kot slovensko politično kulturo. Če je bilo včasih tako, da se je na razpisih recimo večino denarja dalo svojim, pa neki delež drugim... Ne, zdaj se je to prignalo do skrajnosti, vse svojim drugim pa brca vrit. Pa smo spet na nogometni tekmi 100-0, ne, oziroma če povzamem po starem partijskem žargonu, niko ne sme, da nam urušava tekovine revolucije, oziroma nihče naj ne ogroža pridobitev revolucije. Ne. Je to nevarnost, da je konec recimo stranke Levica, bi lahko prišlo do razpada? Do Levice? Ja. Jaz mislim, da imajo resen problem, kajti Kordiša podcenjujejo. Kordiš je veliko bolj avtentičen v tem, kar počne, pa naj si mislimo mi trije, karkoli hočemo o njem. Verjamem, da on resno misli, ostali so se pa fino, kot se je reklo včasih, že udomili. Ja, zdaj, marsikaj se je še dogajalo ta teden, ne, imeli smo potrditev nove Evropske komisije, nastala je nova stranka, zaupanje, zavrnjen je bil Anton Rop kot guverner Banke Slovenije, imamo novo ministrico za digitalno preobrazbo. Ne moremo vsega obdelati. Mogoče stavek še glede nove ministrice za digitalno preobrazbo, 3 mesece skoraj, no? Ne čisto 3, ampak skoraj 3 je trajalo, da so, se pravi, državno sekretarko premaknili pol stopničke više in je zdaj ministrica. To je že klasika, ne? To se zgodi skoraj vsakič, ko odpade kakšen minister Golobove vlade. Računalniki pa še naprej v skladišču. Ne? Ampak zdaj žal nimamo več časa, da bi naprej te stvari v detajle komentirali. Imamo pa še eno pravzaprav presenečenje za res je, govorili smo v zadnjih minutah tudi o Asti Vrečko. Najin gost Mitja Čander sicer ni prinesel Aste, prinesel pa je v vrečki dve knjigi. Mitja in njegova beletrina poklanjata 2 zanimivi knjižni deli. Mitja, morda v stavku 2, kaj točno? Ja, to je knjiga, najprej knjiga Manisa Sinanoviča, nekdanjega prijatelja in sotrudnika, tovarišev iz Levice, soustanovitelja iniciative za demokratični socializem, ki pa je vmes doživel razsvetljenje in
pravzaprav o svojih tovariših marsikaj zanimivega v tej knjigi povedal, ki ima pa tudi, moram poudariti, literarno vrednost, ni za to nek pamflet. Miha Kordiš je naslednji na vrsti potem, ne? To je to, za nek tak esej, fikcijski. Druga je pa zelo zanimiva knjiga o Mussoliniju, Antonija Scuratija, trenutno pisatelja, ki je na črni listi italijanske vlade, ki smo izdali lani, gre za dokumentarni roman o njegovem sponu na oblast. To pa zato, ker ravno ti isti ljudje iz levice ali pa njihovi adlatusi veliko govorijo o fašizmu in vse zmerjajo s fašisti, sploh kadar niso na oblasti, pa tudi sicer, ko pa se soočijo z realno dediščino fašizma v podobi župana italijanske Gorice in svetnikov, ki ne želijo vzeti častnega meščanstva Benito Mussolinijo, pa enostavno onemijo. In mislim, da je za vse njih, pa za vse druge dobro, da si še enkrat pogledajo, kdo je bil Benito Mussolini in da to ni zgolj nek del zgodovine, ki, kot je rekel župan Gorice, je ne bi radi zbrisali. Zbrisati jo moramo, oziroma se moramo do nje jasno opredeliti, tako pa Evropska prestolnica kulture žal dobiva neke čisto druge temačne sence nad to idejo o brezmejnosti, o sodelovanju. Si predstavljate otvoritev, kako bo to bizarno. Karabinjeri bodo čuvali ta trg, ne, ker ni Schengen ukinjen. Karabinjeri bodo čuvali, tam se bosta pa smehljala in rokovala goriški, očitno pač spoštovalec lika in dela Benita Mussolinija in naša gajstna ministrica. Najlepša hvala za to gesto. Ta gesta nam, spoštovani, prihaja ob priložnosti, ko smo tik na tem, da YouTube kanal Zakulisno doseže 2000 naročnikov. Ob tem mejniku torej, hvala. Ob tem mejniku torej podarjamo 2 knjigi beletrine. Rekel bi tako, nagradna igra, vse podrobnosti boste dobili na 2 profilih, in sicer Instagram profilu Zakulisno ter TikTok profilu Zakulisno. Pogoj sicer ni, ker vem, da vsi ne uporabljate obeh aplikacij, da nam sledite tako na eni kot na drugi, bo pa to prednost pri končnem izboru. Dobitnika bosta 2, torej ne bo eden dobil 2 knjig, pač pa 2. In bo izjemna priložnost, da se tudi sami potem na ta način poučite. Zdaj, vsi ostali, ki pa ne boste požrebani, pa seveda jih lahko te knjige še vedno dobite v založbi Beletrina, ne, so še na zalogi, tako da zdaj smo pa res... Tako v fizični obliki kot v elektronski na Beletrina digitalu, tako da mislim, da je možnosti, da se seznanimo s tem res veliko. Zdaj smo pa res pri koncu, tako da na vrsti ste vi, spoštovani gledalci, da še v komentarjih morda nadaljujete to debato, ki smo jo začeli mi v studiu, podate kakšen komentar, kaj je tisto, kar dejansko ogroža recimo pravno državo v Sloveniji, je prav, da se recimo umetno oplodi tudi samske ženske, in kje vidite prihodnost slovenske politike. Ne? Sicer pa gumb naroči se na YouTubeu in sledi na TikToku in Instagramu, s tem si seveda povečujete možnost, da ste dobitniki naših prvih nagrad. Tako, mi pa se znova vidimo prihodnji petek, tako da do takrat pa en lep pozdrav in nasvidenje. Srečno.